Že kot otrok sem s prijatelji igral vojake, iz lesa smo si izdelali puške, s katerimi smo se streljali. Večkrat sem odšel na odprte dneve vojašnic in predstavitve vojaškega poklica. Ko sem bil na počitnicah v Vipavi pri sorodnikih, sem se večkrat sprehodil mimo vojašnice in gledal, kako se učijo novih vojaških veščin. Vedno bolj sem bil navdušen nad vojaškim delom. Zasledil sem, da kot vsako leto tudi letos organizirajo tabor Morci mladi. Nekaj sem si o tem prebral, pogledal videoposnetke in ugotovil, da bi se bilo zanimivo preizkusiti v tem. Hitro sem natisnil prijavnico, jo takoj izpolnil in poslal ter upal, da dobim odgovor, da sem sprejet na tabor. Kmalu sem dobil pošto, da je vloga potrjena in sem vabljen na tabor. Spakiral sem stvari, v Ljubljano so me odpeljali starši. Poslovil sem se in odšel v telovadnico, kjer so nam predstavili in razložili pomembne stvari. Nato smo odšli proti avtobusu, kjer so preverili našo prisotnost. Po kratki vožnji smo prispeli do skladišča vojaške opreme, kjer smo si najprej pomerili vojaške čevlje. Mnogi so naredili napako, saj so si izbrali premajhne čevlje in so na pohodih imeli ogromne težave. Nato smo odšli v drugo stavbo, kjer smo pomerili hlače in srajce. Odšli smo do tretje stavbe, kjer smo prejeli ostale stvari, nahrbtnik, 2 srajci, kapo, oprtač, pas, hlače, malo in veliko brisačo, majico ter spodnjice. Za spomin smo dobili majico Postajni vojak. Po končanem zadolževanju smo se postavili in skupaj pregledali, če imamo vsi vse stvari. Nato smo se odpeljali do vojašnice v Vipavi. Skupaj smo odšli v stavbo, kjer smo vse stvari odložili in dobili hladno malico, saj smo bili prepozni za kosilo. Ko smo se najedli, so nas razdelili v sobe. Pripravnik za vojaka nam je pokazal in razložil, kako mora biti postelja urejena in kako morajo biti zložene stvari. Pri pripravi postelje smo imeli velike probleme, saj mora biti pospravljena tako, kot se reče, nič po svoje. Če ne zložiš dobro, je potrebno vajo ponoviti. Nadrejeni ti razmeče posteljo in jo moraš na novo pospraviti. Dan v vojski izgleda tako, da vstaneš ob 5:45, priporočljivo se zbuditi prej, da se lahko uredi, saj je že ob 6. zbor. Po zajtrku je bil dvig zastave in pregled urejenosti. Nadrejeni so nam podali kratki dnevni razpored in aktivnosti, ki so bile pohod v Mlak, kjer smo se naučili, kako zakuriti ogenj in pripraviti bivak, pohod v Mlak in streljanje z malokalibrsko puško, ogled muzeja in vojašnice v Pivki, orientacija v vojašnici, streljanje z zračno puško, ogled muzeja v Vipavi, predstavitev orožja Slovenske vojske, ogled vojašnice v Vipavi in predstavitev opreme Slovenske vojske. Vsi, ki smo bili na taboru, smo preživeli drugačne, izkušenj polne počitnice. Obogatili smo svoje znanje v preživetju v naravi in vedenju v orožju. Imel sem nepozabno izkušnjo. Preživeti teden na taboru je nekaj posebnega. Kdor želi sedenje pred računalnikom nadomestiti z nepozabno izkušnjo, ga vabim, da se udeleži tabora Morci mladi prihodnje leto. Zahvalil bi se vsem inštruktorjem in nadrejenim. Zagotovo se vidimo spet prihodnje leto.